Dober dan. Evo, končno imam malo več cajta, ker se pač trenutno z svojim delom ne morem ukvarjati zaradi trenutnih ukrepov, ampak je tudi pozitivna stvar to, da bom imel mogoče malo več cajta za kak vlog narediti oziroma blog napisati, ker sem se tule, se mi zdi, da kar malo poleno. Ok, danes smo končno začeli pogovarjati o eni temi, ko mene dejansko že kar dolgo zanima. Ni sicer nova, se z njo ukvarjajo ljudje oziroma naša populacija že več tisoč let, je pa zdaj bolj na novo postala kot neka novejša prehranska strategija. V preteklosti je sicer služila kot neko sredstvo za trening discipline ali pa za razvoj duhovnosti, oziroma pač nek bolj kot ne verski način, da smo se naučili obvladovanja svojih nagonov. Ta tema je postenje. Oziroma v današnjem, oziroma v mojem primeru, ko se bomo danes imeli vlogo delno postenje. Današnji vlog je prvi vlog, sem se pa odločil, da bojo temu vlogu sledili še pač drugi vlogi, o katerih bom temo še bolj razčlenil. Danes se bomo pa nasploh pogovarjali o tem, kaj postenje je, kakšne učinke naj bi imelo, pa bolj se bomo osredotočili na delno postenje. Potem si bomo pa čist na koncu pogledali še dva primera iz prakse moje, se pravi dve anekdoti, pa eno študijo o delnem postenju, oziroma ja, o delnem postenju, toliko da malo mogoče za naprej vidite, o čem se bomo pogovarjali. Ko govorimo nasploh o postenju, obstaja ful nekih variant. Zdaj mi se bomo danes pogovarjali o delnem postenju, to pomeni, da najbolj znano je naprimer 16-8, to pomeni, da 16 ur ne ješ, 8 ur pa ješ. Tete 8 ur večina ljudi imenuje okno hranjenja in tek se meni zdi tudi najboljš poimenovati to, zato ko bom zdaj naprej govoril, pa bomo omenil okno hranjenja, to pomeni tete 8 ur, v katerih dejansko jemo. Na začetku je zdaj najboljše razčistiti eno stvar, ko se velikokrat vidim, da se ful kdo upikne v njo, in sicer, ko rečemo mi, da 16 ur ne jemo, oziroma da se 16 ur postimo, to pomeni, ne da smo 16 ur tešči. Zaradi tega, ker različne stvari, naprimer maščobe, se bolj dolgo prebavljajo kot ogljikovi hidrati. In če bomo mi zaključili, ne vem, da bomo ob 8 zvečer nehali jesti, pa bomo mi imeli obrok samo z ogljikovimi hidrati, bomo prej postali tešči, kot pa če bomo jedli nek obrok visok z beljakovinami pa maščobami. Tako da 16 ur ne pomeni, da smo 16 ur tešči, ampak da 16 ur ne jemo. To zdaj v bistvu ni tako ful pomembno v tem kontekstu, sam hotel sem to razjasniti na začetku, zaradi tega, da ne bo pol imel spet ljudi, ko se bojo upikali v neke brezpredmetne besede, pa se ne bojo osredotočili na pravo stvar. Ok, zdaj pa gremo dalje. Tako sem že prej omenil, se postenje uporablja že več tisoč let, oziroma ni nekaj novega, se pa zdaj kot neka prehranska strategija uporablja bolj kot ne šele zdaj, jaz sem zasledil bolj kot ne v parih letih, sicer študije so že, ne vem, par 10 let nazaj, ampak je bolj nova zadeva kot prehranska strategija. Zdaj, omenim lahko tudi to, kar je tako še kar zanimivo, da se veliko ljudi, vsaj po mojih izkušnjah, ko pišem jedilnike ali pa ko gledam prehranske strategije pač ljudi, se nezavedno delno posti. In to mislim s tem, ko naprimer, kdaj zjutraj vstaneš, pa nimaš časa zaradi tega, ker si se zaspal, pa nimaš časa jesti, pa greš kar na šiht, brez da bi si, ne vem, naredil nek zajtrk, nekaj jajce spekel, ampak vzameš sam čaj ali pa kafe, pa sam pičiš na šiht in preskočiš zajtrk. To je dejansko že delno postenje. In tu lahko vidimo, da to ni neka ekstremna prehranska strategija. Zdaj se tudi veliko kdo lahko straši, ne bom jaz delal delnega postenja, ko je to neka ekstremna strategija, pa bom jaz zdaj se tule mogel stradati. Zdaj, da prvo ločimo, kaj pomeni stradanje, pa kaj pomeni delno postenje, oziroma nasploh postenje. Delno postenje oziroma postenje, kakršnokoli pa če, v našem primeru delno postenje, je samo to, da si premakneš čas hranjenja, oziroma si zmanjšaš čas hranjenja. Da nimaš prvega obroka ob 7 zjutraj, pa zadnjega ob 8 zvečer, ampak da imaš prvi obrok ob 11 zjutraj, pa zadnjega ob 8 zvečer. Se pravi, še vseeno mi zaužijemo določeno število kalorij glede na naš cilj. Se pravi, telo pri delnemu postenju še vseeno izkorišča zaloge v telesu. Ne vem, bodi si to zaloge glikogena ali pa zaloge maščob. V večini primerov, če je naredil na pravi način, se poviša poraba maščob. Pri stradanju gre pa za strategijo, niti ni strategija, čeprav se uporablja oziroma določeni ljudje uporabljajo, stradanje je pa v bistvu to, ko telo izkorišča ne zaloge, ker je zaloge že porabo, ampak izkorišča gorivo, ki ga pridobi iz mehkih tkiv, se pravi predvsem iz mišic,
določeni ljudje grejo tako daleč, da dobiva pol telo minerale že iz kostnine, pa tudi nekateri tako da dobiva tudi iz možganov določene snovi. In to je razlika med stradanjem pa med delnim postenjem. Delno postenje izkorišča zaloge v telesu, stradanje pa se pokaže takrat oziroma nastane takrat, ko ni več nekih zalog za izkoristiti v telesu. To pomeni, da dejansko mi lahko par dni ne jemo, pa če smo naprimer malo pretežki. Imamo en primer, ko se je naprimer en človek pustil, zdaj ne vem kek točno, moram najti, pa če bom najdel un članek, ko sem ga bral par let nazaj, mislim, da je bilo nekaj čez 370 dni, nekaj takega, se je en človek pustil, ko je bil morbidno debel, dobil je samo vitamine pa minerale ali nekaj takega. Moram si točno pogledati, ker se ne spomnim. V glavnem, mi se lahko pustimo par dni, pa še ne bomo prišli v stanje stradanja, če imamo dovolj neke zaloge, predvsem maščobne seveda. Naprimer, sam lahko dam primer iz moje prakse, jaz moram pojesti 3500 do 4000 kalorij na dan, odvisno od kako je moj dan sestavljen. In tete 4000 kalorij pojem jaz v roku 8 do 9 ur. Tako da ne stradam, še vsem zaužijem veliko več kalorij kot kdo drug v veliko manjšem oknu kot kdo drug. Tako da se da. Ok, zdaj pa prva stvar, ko me veliko kdo vpraša, pa kar je potrebno vedeti, je moje mnenje, da postenje oziroma vključevanje postenja v naš režim ni optimalna strategija za povišanje mišične mase. Se da, ampak po mojem mnenju ni optimalno, da pariraš delno postenje takrat, ko hočeš povišati mišično maso. Je nekaj drugega, če hočeš povečati pusto telesno maso napram samo telesno maso, ima mogoče nekaj koristi delno postenje, ampak po mojem mnenju ni optimalna strategija za povečanje mišične mase. Da to že kar na začetku povem, da si ne bo kdo to mislil. Trdim pa, glede na raziskave, ki sem jih prebral, da ob optimalnih prehranskih strategijah in tajmingu prehrane, ki je tu po mojem mnenju ful pomemben oziroma malo bolj pomemben, ni slabši oziroma je celo malo boljši kot klasični kalorijski deficit. Sicer je bila zdaj neka raziskava, zdaj ne vem, sem jo bral ali sem jo poslušal na podcastu enem, če jo najdem, jo bom dal tule gor, ki je pokazala, ko so ljudi razdelili na dve skupini, se pravi skupina kalorijski deficit pa skupina z delnim postenjem, in so samo rekli, da morajo pač v teti skupini, ko so se delno postili, so mogli pač jesti v nekem določenem oknu, oni so pač jedli toliko, ko so sem, da je bil pač kalorijski deficit. In kaj so ugotovili? Ugotovili so, da je bila približno ista izguba maščobne mase, pri delnem postenju malo več, ampak ni bila kao signifikantna, mislim, da je bila 1 kila razlike, ali nekaj takega. Ampak so pa ugotovili, da pri delnem postenju je bil večji upad mišične mase. Zdaj pa ena velika, in mislim, da bi lahko to študijo zaradi tega tudi rekli, da je skoraj neuporabna, so bile izenačene beljakovine na dnevni ravni. Kar je pa najbolj pomembno poleg stimulusa glede mišične mase. In mislim, da če bi enačili beljakovine, oziroma celo da bi naredili študijo, da bi beljakovine povečali, ne vem, na 2,4 grama na kilogram telesne teže, pa bi pol dali delno postenje pa kalorijski deficit. Ne vem, če bi bilo isto, zato ker načeloma pač študija tega ni pokazala, ampak mislim, da bi bilo celo še boljše pri delnem postenju, če bi bilo narejeno tako, kot je treba. Res je tudi, da naprimer delno postenje je pokazalo predvsem na miših, sicer tudi na ljudeh, ampak predvsem na miših, da lahko uravnava hormone oziroma izpust določenih hormonov v telo, predvsem rastni hormon. In potem se hitro najdejo ljudje, ko pač promovirajo delno postenje, tudi za delno postenje pri pridobivanju mišične mase, da pa rastni hormon nam bo pomagal povečati mišično maso. Moje mnenje je, da to ni res. Pa mislim, da se to tudi kaže v literaturi. Celo kaže se, da če si delamo egzogeno, vbrizgavamo rastni hormon, se pravi, tako bodybuilderi, ko hočejo povečati mišično maso, ne bomo dosegli takega učinka zvišanja telesne oziroma mišične mase nasploh, ko pa si določeni ljudje mislijo. Zato je najbolj, da si pogledate Bajalenov članek, ko ga bom delil tule gor, link bo itak v Patreon skupini, ampak če si to gor pogledaš, vidiš, kaj iskati. V glavnem, tudi Bajalen lepo razčleni, oziroma Layne Norton, zakaj rastni hormon ni tako anabolen, ko mi mislimo, da je. Je pa ena stvar, ko jaz mislim, ki mislim, da je evolucijsko prilagojena. Rastni hormon se poviša, ko se delno postimo. To ne pomeni, da bomo mi zdaj naredili več mišične mase zaradi tega,
ampak po mojem mnenju to pomeni, da bomo lažje ohranjali mišično maso, ko pa naprimer pri kalorijskem deficitu na dolgi rok, zaradi tega, ker se sprošča malo več rastnega hormona v telo kot pa drugače. In mislim, da je to evolucija naredila zaradi tega, ker če si mi predstavljamo v preteklosti, v prazgodovini, verjetno nismo imeli vsak dan na voljo polne police hrane. Verjetno smo šli kak dan ali pa par dni ali pa kak teden brez hrane. In če bi bilo takrat tek narejeno, da bi mi pa sam zgubljali mišično maso, da se ne bi sproščala ketonska telesa, na dolgi rok ne bi bilo glih optimalno zgubiti mišično maso, ker mišična masa je predpogoj, da lahko ti kako žival sploh loviš, oziroma vsaj določen nivo mišične mase. In mislim, da se je evolucijsko telo razvilo na tak način, da sprosti malo več rastnega hormona, samo da lažje ohranimo mišično maso. To ne pomeni, da jo bomo pridobili lažje, oziroma da bo upadec drastično manjši, ampak ziher z povišanim rastnim hormonom je upadec mišične mase malo manjši. Ok, zdaj glavnega učinka, ko naj bi jo povzročalo delno postenje, še nisem omenil, in to je autofagija. Autofagija je v bistvu celično čiščenje oziroma neka razgradnja na celičnem nivoju. Autofagija je čist naraven proces, ki se dogaja na dnevni ravni v telesu, povzroča ga tudi trenažni proces, povzroča ga tudi kalorijski deficit, pa povzroča ga pač postenje oziroma delno postenje. Zdaj, če bi mogel izenačiti, če bom najbolj raziskal, mislim, da je še ni kakšna količina autofagije pri fizični aktivnosti, kakšna je pri postenju, pa kakšna je pri kalorijskem deficitu, to mislim, da ni še kdo primerjal. Ampak moje mnenje je, da ni neki ful očitne razlike, če govorimo o delnem postenju. Ko govorimo o pravem postenju, tako eni celo delajo 42 dni ali pa še več, oziroma ne vem, 10 dni, tam bi dal jaz svoj argument na stran, da se zgodi več autofagije, ampak to še ne pomeni, da je to fajn. Autofagija, tako kakršnakoli druga stvar, je v mejah normale oziroma v določeni meji, v določeni količini ok, v prevelikih količinah pa tudi ni ok. Ok, na hitrco, tako sem že prej rekel, autofagijo si najlažje predstavljamo tako. Mi imamo v telesu celice, oziroma naše telo je sestavljeno iz celic. In ene celice so bolj zdrave, ene celice so manj zdrave. Zdrave je zdaj pač v navednicah. Se pravi, na tistih manj zdravih celicah, oziroma manj zdrave celice, so bolj dovzetne za določene mutacije, oziroma da se lahko določeni encimi gor vežejo, pa se povzročajo določene mutacije in lažje rakave celice to vzamejo oziroma nastanejo na njih. Na zdravih pač ne. In telo je razvilo autofagijo, verjetno skozi evolucijo, da nezdrave celice izkoristi kot gorivo za zdrave celice. Se pravi, če si predstavljamo, da imamo tu en pokvarjen avto pa en vredi avto, bomo iz tega avta vzeli gume pa določene dele, pa bomo dali na cet avto, ko bo tule kaj se pokvarilo oziroma da se ne pokvari. Tako je isto v telesu. In ko je autofagija pospešena, je pospešeno tudi celično čiščenje. Zato so fizični napor, delno postenje ali pa kalorijski deficit iz tega vidika tudi kot akutni stres pozitivni za naše telo. Ok, in zdaj, kaj naj bi delno postenje sploh vse naredilo v našem telesu? Veliko študij je že naredih v zvezi z delnim postenjem ali pa postenjem oziroma nasploh kakršnokoli tehniko, strategijo postenja, ampak je pa problem, da vse, kar zdaj tudi rečem jaz v svojih vlogih, pa karkoli drugi strokovnjaki trdijo, ne moremo z zagotovostjo trditi, ker je večina študij, rečemo iz moje ocene 80% študij naredilo na miših, kar se pa ne more direktno ekstrapolirati na ljudi. Lahko pa za zagotovostjo trdim, da so pa 90 oziroma 90+ % podatkov, ki jih imamo tudi na ljudeh, v večini pozitivni in kažejo celo zelo pozitivne učinke postenja. Rezultati zaenkrat kažejo, da lahko delno postenje oziroma postenje nasploh vpliva na zmanjšanje pojavnosti določenih bolezni v telesu, zmanjša lahko vnetja, tudi na celični ravni, znižuje, oziroma študije kažejo, da znižuje tudi pojavnost oziroma tumorske markerje nasploh. Predvsem se je pokazalo, da ustavlja določeno proliferacijo določenih rakavih bolezni. Se pravi, če imamo mi, ne vem, 10 celic enega raka v telesu, se mora tiste celice deliti, da jih nastane več, pa da rak raste. Delno postenje je bilo pokazano, da ustavi oziroma upočasni rast oziroma deljenje tistih celic raka, da rak počasneje napreduje. Uravnava lahko tudi hormonalne procese, pa tako sem že prej omenil, ful dober je lahko kot neka strategija za izgubo telesne mase. Pokazalo se je tudi, da zviša nivo glukoznih transporterjev, to pomeni, da bo prenos glukoze do mišic boljši, kar lahko pomaga diabetikom. Največji učinek ima pa itak, tako sem že rekel, na izgubo telesne mase. To se je zaenkrat pokazalo tudi pri ljudeh in to lahko z zagotovostjo trdimo.
Itak imata tudi fizična aktivnost pa kalorijski deficit zelo pozitiven vpliv na izgubo telesne mase, ampak delno postenje lahko mogoče, po moji teoriji, seveda pa glede nekih mehanizmov, ko so bili. Mehanizmi so bili dokazani, ampak mehanizmi so bili dokazani ali na živalih ali na ljudeh, ni toliko važno, zaradi tega, ker to je še vseeno mehanizem. To ne pomeni, da se prenese v prakso. Teda, to je pomembno vedeti. Ampak jaz mislim, da je še vseeno, če gledamo kalorijski deficit ali pa delno postenje, pa oboje dvoje narejeno na pravi način, na dolgi rok delno postenje superiorno zaradi tudi drugih stvari. Ne samo zaradi kalorijskega deficita, tudi zaradi glukoznih transporterjev, tudi zaradi določenih hormonov, tako smo že prej omenili rastnih hormonov. Ker pri postenju se hkrati poviša nivo rastnega hormona, malo, pa zniža oziroma poviša občutljivost na inzulin, kar je super iz vidika glukoze. Pa sicer so še druge stvari, ampak to bomo pač govorili v naslednjih videih. Ok, zdaj pa ful velik primerjam trening pa delno postenje, naprimer. Kaj imata skupnega je to, da sta oba dva akutna stresorja. In, če bi že mogli reči, akutna pozitivna stresorja. Skoraj vsak stres, ko je akuten, je pozitiven za naše telo. Dokler da ne preraste to v kronični stres. Tako da, tudi z treningom, tudi z kalorijskim deficitom, s čemrkoli, kar postane kronično, se naše telo ne odziva najboljš. Naše telo je bilo evolucijsko narejeno, da se na akutni stres odzove ful dobro, na kroničnega pa ne glih najboljš. In kakšne so skupne lastnosti oziroma skupne pozitivne posledice treninga pa delnega postenja? Tako sem že prej rekel, zaščita pred določenimi bolezenskimi stanji, predvsem trening za kardiovaskularna stanja, delno postenje mogoče malo bolj za mišična stanja, niža itak vnetja v telesu, oboje dvoje, če je narejeno v mejah normale. Zguba telesne mase, boljša koncentracija čez dan, kar je pri treningu predvsem verjetno odvisno zaradi določenih hormonov, ko se sproščajo, pri delnem postenju je pa verjetno odvisno zaradi ketonskih teles, ki nastajajo medtem, ko se postiš, če je tvoje telo že nekot prilagojeno na delno postenje. To je seveda spet bolj kot ne teorija, ki sem jo jaz, oziroma hipoteza, karkoli bi lahko temu rekel, ki je moje mnenje, glede na raziskave, kaj pač kažejo. Bom o koncentraciji pa delnem postenju, pa zakaj jaz mislim, da je boljša koncentracija, tudi govoril, ampak v naslednjem videu. Ok, zdaj gremo pa na hitro še na negativne učinke, ker je pač potrebno to tudi izpostaviti. In tako sem že prej omenil, tudi trening, tudi kalorijski deficit, ko je pač bolj znano in se bolj promovira, lahko imata negativne učinke, če nista narejena tako je treba. Tako pa vse stvari, tudi vode lahko spijemo preveč. Študije sicer ne kažejo ful veliko negativnih učinkov delnega postenja oziroma postenja nasploh. Sta pa dva glavna, ko jih opažam pač s tem, ko berem pa pregledujem študije. In to sta izguba mišične mase pa utrujenost. Zdaj, to se lahko pa zgodi isto kot pri kalorijskem deficitu. Izguba mišične mase tako ali tako ponavadi pride, predvsem pri nezačetnikih, zaradi tega, ker ko mi hujšamo, telo pride v fazo katabolizma in takrat se razgrajujejo tudi pač mišiče. Mi sam ciljamo, da se ga razgradi čim manj. Tako da, načeloma, nima hujših negativnih posledic kot kalorijski deficit. Ok, zdaj pa, čisto zaključim še, potem bom pa podal dve anekdoti pa en primer delnega postenja. Po mojem mnenju, glede na to, kar vidim, je delno postenje ena izmed najboljših, če ne najboljša strategija za izgubo mišične mase, za dolgo živost nasploh, pa tudi za športni performance določenih športov, s predpostavko, da imamo urejene spalne, pač da je urejen naš dan oziroma naše življenje. Spravi, urejene so spalne navade, urejena je kvaliteta hranil, kdaj jemo, kaj jemo, tudi suplementacija pride tu zdrav, še posebej, če si športnik. Je pa po mojem mnenju 100% najboljše za zvišanje predvsem kognitivnih sposobnosti. Najbolj me moti pa to, da razni prehranski strokovnjaki takoj, zaradi tega, ker še ni dovolj dokazov, kar je čist res, ampak so dokazi, ki so pozitivni, takoj delno postenje vržejo ven, kot da ga mi guruji promoviramo kot nek čudež in da ni za nič kaj drugega dobro, kot pa samo še ena strategija kalorijskega deficita. To se pa v nobenem primeru ne strinjam. In bom tudi povedal zdaj za naprej zakaj, eno študijo pa dve anekdoti. Prva anekdota je iz prakse, od mojega dela. Ena ženska je prišla meni in ima že celo življenje Crohnovo bolezen. In za Crohnovo bolezen mi vemo, da se skozi življenje, kljub temu, da z določenimi prehranskimi strategijami pa določenimi zdravili jo lahko izboljšamo, se načeloma poslabšuje, še posebej, če so neke težje oblike. In ona je imela že tako razvito obliko, da so se ji v črevesju pojavljale, oziroma da se ji je v črevesju nastalo že veliko razjed,
kar je povzročalo tudi pol kri v blatu. In pač ok, da smo rekla, v redu, bomo zdaj zmanjšala čist manjše vlaknine, ki jih itak že ni imela preveč velik, oziroma smo jih bolj zamenjala za določene druge vlaknine, to zdaj ni važno. In pol smo začela z delnim postenjem. Zdaj nisem ziher, ali smo začela z 16:8, ali smo začela z 14:10. Mislim, da smo začela z 14:10, to pomeni 14 ur se je postila, 10 ur je jedla, zaradi tega, da ni bilo preveč agresivno, ker še vseeno, kar bom tudi naslednjič govoril, delno postenje lahko vpliva na debelino oziroma celo na samo membrano v črevesju. V glavnem, po 1 do 2 tednov je bilo v blatu za 70%, in to je ona pač ocenila skozi leta, ko je videla, koliko ima krvi v blatu, je ona ocenila, da je bilo za 70% manj krvi v blatu. Po enem mesecu kri skoraj ni bila več opazna. Edina sprememba v prehrani, za nalašč je bila to edina, da smo bili ziher, je bila delno postenje. Prej je pa jedla pač tako, so jih doktorji predpisali, malo več maščob, malo manj vlaknin, bla bla, v glavnem to, kar se pač pri kronovi naredi. Edina sprememba, delno postenje, zmanjšanje oziroma izničenje krvi iz blata po približno 1 mesecu. Dodala smo pa pol, ko je začelo iti vse na boljš, ko je že bilo ono, da je tu pa tam bilo malo krvav, tu pa tam ni bilo več, smo pa dodala še samo kolostrum in glutamin zjutraj na tešče, pred čemrkoli je pač jedla, in se je izboljšalo stanje na tak način, da do zdaj še nisem čul, to je 1 leto pa pol nazaj, še ni bilo nazaj krvi v blatu. In to se mi zdi, da ni nič kaj povezano s telesno maso, tako trdijo, da je postenje samo zato dobro. Ok, druga anekdota sem v bistvu jaz, v bistvu moj primer. 2 leti pa pol nazaj, oziroma dobre 2 leti pa pol nazaj sem se začel ukvarjati z delnim postenjem, pa malo testirati, kaj to deluje na moje telo. Na začetku sem se počutil itak fajn pa to, pa sem pa rekel, ok, gremo malo bolj resno v zadevo, si bomo zdaj pisali stvari. In, na kratko, v 2 letih in pol sem v 80%, se pravi 80% dni, to je 640 dni od 800, tako nekot sem naračunal, sem imel kalorijski deficit približno 200 kalorij. Pač poprečni je bil 200 kalorij v 2 letih in pol v 80% dneh. Se pravi tedenski kalorijski deficit, ne samo dnevni. To je prva stvar. Druga stvar je, ljudje trdijo, da ko se ti delno postiš, tako kalorijski deficit, ti bo padel performance, v vzdržljivosti v moči, ti bo padla mišična moč, slabo se boš počutil, brez energije boš, kognitivne sposobnosti bojo neki bolj odspod. Moram razočarati vse tiste, ko to trdijo, ampak se je čisto vse našteto izboljšalo. In zdaj bojo rekli, ja, pa to si treninge, to si prilagodil, to si se adaptiral na treninge. Ja, ampak ena stvar je, da imam full rad rutine. In se mi v 2 letih pa pol treningi skoraj niso spremenili. Oziroma, bolj natančno, niso se mi spremenili tipi treningov. V 2 letih pa pol imam 12 treningov na teden, čas je skoraj identičen skozi celi 2 leti pa pol plus tip treninga. Spreminja se mogoče samo vmes, da ne delam vsak teden, 2 leti pa pol, vsak torek popoldne iste tabate, se spreminja vaje v tabati. Drugače pa isti tip treninga, se pravi vzdržljivost v moči. Ob sredah zjutraj imam olimpijsko dvigovanje, ob petkih zjutraj imam olimpijsko dvigovanje, že 2 leti in pol in se ni nič kaj spremenilo. Spremenilo se je samo to, da sem imel večjo mišično moč, večjo vzdržljivost v moči, performance nasploh se je izboljšal, na tešče zjutraj, če grem trail tek narediti, se moj čas izboljšuje v 2 letih in pol. Tudi pri mojih strankah, naprimer ena stranka, ko jo lahko s ponosom predstavim, je Nate Shodnik, večkratni evropski prvak v brazilskem jiu-jitsu, na svetovnem prvenstvu je bil drugi, pa tako naprej, lahko si greste pogledati, pač tule imate njegovo sliko, lahko si greste pogledati njegove dosežke. On dela delno postenje že tudi skoraj 2 leti, se mi zdi. Njegov performance je šel samo navzgor, ampak v predpostavki, da je to zelo regulirano. Mislim, da če pride tu do kakršnega koli odstopanja, je pa večje tveganje, kot če bi imeli sam kalorijski deficit. To je pa skoraj 100%. Tako da so plusi pa minusi, ampak ni pa tako trdijo, da se bo vse porušilo, če bo šel na delno postenje. Ok, zdaj pa še zadnja stvar, ko pa ni anekdota, je pa v bistvu ena študija, ko je prišla pred kratkim ven in jo bom predstavil v naslednjem vlogu. Zdaj jo bom čisto na kratko obnovil, oziroma kaj se je zgodilo, samo zato, da piknem vse tiste mal, ko trdijo, da fasting ni za nič kaj drugega, kot pa kalorijski deficit. In to je študija, ko je bila narejena na ljudeh, na ženskah, ko so imele raka na prsih.
Razdelili so jih v dve skupini, ki sta imele povsem identičen protokol. Edina sprememba je bila, da je ena skupina delala takrat, ko so pač prejele kemoterapijo, je delala tudi fasting mimicking diet. To je pa v bistvu posnemovalna dieta delnega postenja oziroma postenja in je samo fora, da v roku 2 do 3 dni okoli kemoterapije so pojedle 25% kalorij, ko so jih pač pojedle ponavadi. Se pravi, če poješ ponavadi 1000 kalorij, jih boš zdaj pojedel 250 v teh 3 dneh. Sam to je razlika. Ni bilo zdaj klasično delno postenje. Se pravi, fasting mimicking diet, če si bo kdo pogledal, kaj je to. V glavnem, pokazalo se je v študiji na ljudeh, da so ženske, ki so izvajale delno postenje oziroma to strategijo fasting mimicking diet, je bila kemoterapija za 300 do 400% bolj učinkovita pri uničenju 90 do 100% rakavih celic. Zdaj, zakaj je v bistvu to pomembno? Zaradi tega, ker pri kemoterapijah se ponavadi zgodi tako, da pač ko mi kemoterapijo damo, če zdaj ni neka biološka verzija, da napada točno rakave celice, bo kemoterapija skurila cel naš imunski sistem, ker pač ne izbira, samo zato, da uniči vse. No, pri tej študiji se je zgodilo, da je dejansko od tega, kar je uničevala, bilo v najhujšem primeru 10% našega imunskega sistema, pa 90 do 100% rakavih celic. Zdaj, mehanizmi niso bili točno določeni, kaj se dogaja, ker tudi sami raziskovalci ne vejo, ampak predvidevajo, da je telo, zaradi tega, ker je bilo v neki verziji delnega postenja oziroma postenja, bolj dalo poudarek na zaščiti zdravih celic in jih kemoterapija ni mogla toliko uničiti. Tako da, to je bilo zdaj samo zato, da sem predstavil 3 stvari, eno zelo dobro študijo, pa 2 ali pa 3 anekdote, samo tako, da ljudje, ko trdijo, da je to samo še en kalorijski deficit, da se malo zamislijo, pa si prej kaj preberejo, oziroma vsaj kritično pregledajo določene članke, pa ne kar tako črno pa belo, tako je pač vedno. Ok, to je pa v bistvu to. Hvala ti za ogled. Zahvalil bi se vsem svojim Patreon podpornikom. V skupini se ful lepo razvijajo debate, oziroma tudi ko jaz kaj objavim, se odspod lepo razvijajo debate v komentarjih. Ljudje spet, oziroma še več objavljajo sami. Prejšnji teden smo tudi imeli eno ful fajno debato glede psilocibina, pa nekaj glede vitamina D, pa zadnjič glede borovnic za kognitivni performance. V glavnem, ful sem hvaležen, pa ful sem zadovoljen s tem, kako se skupina razvija. Tako da hvala vsem podpornikom, ko skrbite pač, da lahko delam to, kar delam. Hvala vsem, ko gledate tudi video. Lahko lajkate, lahko dislajkate, če se ne strinjate. Bi pa vas prosil, da glede na to, da bo tetmu vlogu sledilo še več vlogov o postenju, če imate kakršnokoli vprašanje, ko vas zanima, da bi ga v vlogu razčlenil glede postenja, prosim napiši ga v komentar ali pa v zasebno sporočilo, pa ga lahko dodam v vlog. Pazite na sebe pa na svoje domače, fajn jejte, fajn trenirajte, kvalitetno spite, pa se vidimo v naslednjem vlogu.